Voda je drug esencialen element za življenje. Danes vidimo, da nekateri želijo vodo privatizirati. En takih je generalni direktor velike multinacionalne prehrambene verige. Ta primer je najbrž tako poznan. Pri nas smo z vstopom v NATO morali popisati vse vodne vere. Kako blizu smo privatizacije vode v Sloveniji? To je še odvisno od upora državljanov. Moram reči, da ko je bilo lansko leto, tam nekje v marcu lansko leto prišel na jasno, na plano, predlog Evropske direktive, ki je z nekim leporečjem pravnim zakrivil bistvo, ne, to je težnja po privatizaciji vodnih virov. Moram reči, da je javnost po celi Evropi poskočila krepko v zrak. Tisto, kar je žalostno za slovenski prostor, je to, da smo mi od teh dogajanjih izvedli od Avstrijcev. Preko medsebojnih povezav, ko se sodelujemo, da so naših 5 evropskih poslancev takratnih je bilo tiho, kot kako pravimo, da so dobili govora takrat, ko je bilo treba državljanom povedati, kaj se v Bruslju dogaja, torej, da se pripravlja privatizacija vode, nobene besede od njih. Torej, tudi novinarji niso vedeli nič, moram poudariti, tako da smo mi takrat novinarji obvestili in hvala Bogu za ta podpora strani novinarjev, no, s tem, da smo pa začeli akcijo tudi preko državnega sveta. No, državni svet je soglasno sprejel pobudo za državni zbor, da se spremeni ustava in da se ustava napiše, da je voda javna skupna dobrina vseh državljanov Slovenije. Torej, bi naredili mi isto, kot so Avstrijci. Sam pogledajte, kako se vede državotvoren predsednik vlade. Avstrijski kancler je stopil pred parlament. Rekel, poslušajte, v Bruslu nam pripravlja privatizacijo. Prosim, da z dvotretinsko večino zglasujete te vodo sprejembo ustave, da je voda skupna javna dobrina. Kako se dela? Ne tako hinavsko pri naši pri nas ne vozijo žene. No, žene čez voda, s tem, da hvala Bogu zdajle, mi moramo pač obnoviti to pobudo državnega sveta, kajti ravno ko bi moral prejšnji parlament razpravljati o spremembi ustave na to temo, je bil razpuščen, mi smo zdaj volitve in tako naprej. To ne pomeni, da ta parlament ne bo razpravljal, mora razpravljati. In pa je stel obljubim, da vsi tisti, ki bi slučajno glasovali za privatizacijo vode, da bomo javno objavili s tem. Torej, jaz bi rad tukaj v tem trenutku pozval tudi gledalke in gledalce, da se pridružijo te akcije, ker je to res neka bistvenega pomena akcija za ohranjanje vode kot javno dobrino. Kakšne so nevarnosti privatizacije vode? No, privatizacije nevarnosti, tisto, kar je bilo v svetu do zdaj izkušeno okrog privatizacije, so itak katastrofalne. Torej, cena vode se ponavadi vedno dvignila 250 do 300 ali več procentov. Korporacija, ki je zasegla te vodne vire, enostavno tega ni vzdrževala. Ko je koncesija potekla, so skokali šli vsemi tistimi milijoni, ki so jih pobrali od državljanov in potem smo prodali razpadajoči vodovod nazaj državljanom, ki so ga mogli najprej odkupiti, potem pa še dodatne denarje obnoviti, če to ni prevezek, to ni nič. Pa še nekaj rekel, tukaj kjerkoli govori, če ne o trgu. Kakor jaz vem, vsako hišo pripelje ena cel vodovoda, pa ena elektrožica. Če mestni market imam recimo 10 vrstena, ki zberam, kdo je pripeljal drugo, pa tretjo, pa četrto, pa peto cel v moje stanovanje, pa je čabel nihče. Torej je nekdo ukradel cel vodovodno, a si jo prilastil, vlastnili, kako temu rečemo, ki so naši predniki zgradili. Voda je itak naravni vir, inštalacije, torej razvod vode so naredili naši predniki, stari starši karkoli v zgodovini nazaj, in zdaj nekdo pride si to v vlastnini. In je njegov, lepo vas prosim. To je skregano zdravo pametno. In če se postavlja bistveno vprašanje, veš, zakaj je, če gledamo denacionalizacijo pa nacionalizacijo, bodo pozorna, mi smo po drugi svetovni vojni nacionalizirali tisto premoženje takratnih
kapitalistov, ne, in če zdaj primerjamo, koliko je pa to, kar je v 50 letih bilo narejeno, ne, v Sloveniji, ne, napram tistemu, kar je bilo nacionalizirano. Ne vem, če je bilo 5% od tistega po vojni napram tega, kar je bilo narejeno. Zdaj smo tih 95% denacionalizirali. Torej smo spet. Kaj je zdaj večji kriminal? To, da ukradeš narodu 95%, kar je on ustvaril, ali tisto, kar so v revoluciji pobrali v prid narodu. Ampak ne, denacionalizacija je, torej ni kriminal, je čisto legitimna in legalna, nacionalizacija je pa kriminal. Mislim, ko mi to je pravnik to jasno, verjetno bodo potrebili ene 2 komisiji, da bodo ugotovili, kaj je res. In veliko dalje našega. Čemu in za koga smo naredili seznam teh vodnih virov? In je res, da posedujejo 98% vodnih virov velike multinacionalke? No, mislim, da takrat, ko je bil ta popis odnakov, smo ravno odprli tudi aktivisti eno akcijo tudi na upravno sodišču spodbijali za tezo o možnem izvensodnem umoru. Kajti tista dikcija te uredbe bila taka, da če nekdo ne prijavi, da ima vodni vir doma, torej da ima vodnjak ali kaj podobnega, potem lahko pride inšpektor in mu zaplombira ta vir. Mi smo predpostavili, da recimo en starejši par, ki živi nekaj odmaknjeno, nimate komunikacij, nimate avto, nimate televizije, se ni obvezal, da mora vsak imeti. In so predpostavili, da niste vedeli za to in bi ga šel inšpektor in ima zaplombiral vodnjak, ki sta umrla od želje, kar je hipotetično možno. Torej, no, takrat se je tudi ponehala ta gonja s popisom vodnih virov, drugače pa tisti drugi del, ne, mislim, da korporacije daleč od tega, da ima zak velik odstotek v lasti. Je pa nekaj res, da še vedno velja železen marsko zakon pa deloči profitni stop. To je jasno. Posledica tega je, da je kapital najprej pobegnil s produkcijo na Kitajsko pa v Azijo, s tem področil brezposelnost pri nas. Potem nadaljne iskanje profitne stopne je bila proizvodna krave. Torej, ne izdelke, ki jih lahko vzdržuje servisira, ki jih lahko dopolnjuješ z tehnološkimi inovacijami, ampak enostavno po hitri uporabi zavržeš. To je nov impuls bil. Potem smo imeli informacijsko revolucijo, ki je pa zdaj pognala brezposelnost srednji razred. Vidimo, da ta iskanje profitne stopne, padajoče, zato je ta povezava z vodo, se zdaj seli na vse tiste, kar je državna lastnina, kar je družbena lastnina in kar je javna skupna dobra ljudi. Prekanaliziranje nekega denarja spet v... Ne, niti ne. V bistvu gre za iskanje sektorjev, kjer je možno še malo več pokrast. Tako, se... Kar niso uspeli pokrast z umetno narejeno finančno krizo. Torej vidimo, da tukaj je pa nujnost, da ljudje postavijo črto. Zališče je zelo prosto. Čez to črto ni prestopa, dobro prestopov v glavo, dobesedno. Kajti dovolj, da se nam javna in skupno dobro privatizira, ko mi nas to služi. Tako pa, ker sem že ravno pri tem, misliš, da smo ljudje danes na tej stopni, da si sploh upamo reči dovolj, da sploh pomislili na to, da bi se uprli sistemu, glede na to, da toliko sledijo brez glavo temu sistemu in tem korporacijam? Dva dejavnika sta v igri, torej medijska manipulacija, masovna in laži. Preko laži, torej obvestana medijska manipulacija in trosne laži. Zdaj, da to nasede, bomo rekel že posledice. To je dejstvo. Analitiki svetovni že zdaj govorijo, da nas čaka fatalna finančna kriza v najbližji prihodnosti. Torej, tisto, kar je bilo 2008, ni nula proti tega do zdaj. In mi vemo, kako se je rešvala ta kriza 2008. Kilometr narejena. Ta ne bo več umetna, ta bo sistemska. Kajti 2008 se je rešvala tako, da so potem države polnile prazne blagajne bank in da so potem državljani morali polniti prazne proračune držav. Zato imamo zategovanje pasov. Torej, je piramida bila spostavljena, da je nas stegnil nazaj gor. Zgor je pa zginil, vemo kam.
In naslednja finančna kriza, kajti zdaj nobene reforme tega sistema ni bilo, nič se ni spremenilo, spet so špekulacije, spet imamo bailout v igri, spet imamo banke, ki igrajo v Casino Royale, in te velike grupacije, na veliko, na račun ljudi. Ampak zdaj se za pokrivanje tega tiska denar. Torej se gleda neka monetarna injekcija brezrednega papirja. In zdaj se res spominjam, vedno v tih situacijah se spominjam fantastične knjige Osvalda Špenglera, ki je bila prevedena pred 3-4 leti v slovenski jezik končno, drugače prišla leta 1924 v Nemčiji. Mož je posebno percepcijo zgodovine, ker on ne bo pogled na zgodovino, je bil cirkularen krožnik, on je kot ciklus je gledal zgodovinske procese, ne linearno, kot imamo mi, zahodnjaki imate efektni zaradi tega. In je natančno napovedal dogodke, ko berem Špenglera danes in knjiga zelo spade, kajti tisto, kar je on napisal leta 1923, snažno bajras. On je egzaktne napovedi dal, kamo pripelala ta diktatura denarja. In ravno to sem prej omenil, da je ta hiperinflacija, ki nastaja zdaj za tiskarne denarja, ki so v 14 ur pogonu, pomeni, da bo vse tisto, kar je danes ždi na osnovi denarja, prepoznamo kot brezvredni papir. Ta ni več denar, ker je to papir, ki nima mene vrednosti, ki nima mega kritja, o tem ne sploh ne govorimo. In bo cel sistem kolabiral. Zdaj, kaj bo nastalo iz tega kolapsa, je pa drugi odgovor na tvoje vprašanje. Tisti ljudje, ki bodo pripravljeni na to, ki bodo vedeli, kaj prihaja med nas, bodo odnesli z manj poškodom kot tisti, ki danes veseljačijo v reality showih, ki jim servirajo, ali bodi se v delovnih centrih ali pa na televiziji. Torej vidimo, da ljudje to strno v en stavek, kar je zastrano globalno, bomo morali našteti lokalno, če ćemo preživeti. Kajti globalni sistem razpada. Globalizacija je bila fikcija finančnega kapitala, nas je obljubili kot med in mleko, obljubljeno deželo, vsi bomo rajali, veseljači, globalna vas, informacijska vas, nekakšne pravice, vidimo, da iz informacij v glavnem smo prišli do nadzora, pa do videokamer, pa do brkljanja po zasebnih korespondencah ljudi. Torej vidimo, da od te globalizacije od teh obljub sta se globalizirala samo dva segmenta. Kapital pa kriminal, kar je pa isto. To je isto. In prevzela sta, se ni meni razlike. Prevzela sta prevlado, tako globalno kot lokalno. Tako. Kriminal je bolj v lederjaknah, kapital je pa v armaniji po kravatah. To se vizualno vidi, da se zelo dobro sodelujeta. Tako da vidimo, da ljudje v tej globalizaciji nimajo nič. Razen tega, da silovito narašča prebivalstvo v Forelah. Če zdaj primerjamo, tisto, kar nas zagovorniki neoliberalnega modela strašijo nenehno, če ne boste to, če ne boste te, boste imeli pa komunizem, pa boste imeli pa Severno Korejo, pa boste imeli, ne vem, Kubo, pa kaj, Bi lahko predstavljal rešitev? Jaz sem zelo enostavno rekel, Treba primerjati en zelo glasni vlak v Rusiji, to je eno favelo, recimo v Rio de Janeiro. V Gulagu so delali eno posodno šorbe na dan saj, ob vseh drugih grozljivih pogojih. Faveli ne dobiš nič. Toliko primerjati. Kako pomembna je čista pitna voda za zdravo življenje? Ja, jaz vedno pravim, da so tri osnovni viri, ki bodo definirali varno prihodnost, rodnost prsti, pitna voda, zadostne količine, ampak res pitne. Pitna, tako, čista pitna. In ohranjena biotska pestrost. To troje, tisti narod, ko bo za to poskrbel, bo imel varno prihodnost. Predvsem pa v tem kontekstu, ker globalno krizno dogajanje ni samo finančna kriza, v glavnem ves medijski prostor je poln finančne gospodarske krize in ne vem kaj, ampak je predvsem še kaj drugega. Torej, mi imamo še energetsko krizo civilizacije, če govorijo skozi entropični
problem. Potem imamo prehransko krizo, kajti prehranski sistem je usodno povezan z nafto. In ta kolaps globalnega trga hrane je predvsem bolj dramatičen kot finančne krize. Kajti, ko imate vi milijonske mase lačnih, ali pa tudi tem pogled sledilo, da se ne se marketi sprazne. Recimo, da ne bo redne oskrbe, ali pa so cene hrane ponovile, bodo naredili ljudje. Te imamo še zdravstveno krizo, kajti sem že prej omenil, da je medicina v primežu farmacevtske industrije, da rabi pomoč, da se osvobodi. In imamo sistem v zdravstvu, ki temelji na reprodukciji bolezni, ne pa na produkciji zdravja. Torej vidimo, da je tisti, ki je kronično bolan, je najboljši državljan, ker to vodi grečke zdravil domov. Največja zguba za farmacijo je zdrav državljan. Ne zguba, ne loser, ne. Tega se bo tuče. Nobenega darja ni dnega, ne. Bo tuče prišljala. Kakšne so nevarnosti onesnažene vode za človeka in človeštvo? Ja, za vodo ni do mesta, ne, torej, če ima dela kakšne manjše količine, še očistno v laboratoriju na vodooskrbi se tega ne moramo jeti. Mi smo tudi ustavili kar nekaj teh problemov, recimo primer Hrastja, črpališča na severu Ljubljane, ki je bil kontaminiran in zdaj zaprto, že 7-8 let, čeprav je oskrboval 80-90 tisoč Ljubljaničanov. Vidimo, da je kontaminacija vodnih virov izjemno resen problem. In če gledamo stanje v Sloveniji, nekako polovica vodnih virov je že na meji kontaminacije. Nismo mi tako zdravi po vodi, četrtina je brez hibnih, četrtina je pa že brezupno kontaminirana. Ja, in rad bi tukaj povedal, da ravno v Ljubljani je praksa, da take kontaminirane, to je četrtino, vodo mešajo z drugih nekontaminiranih, zato da zadostijo tem merilom čiste pitne vode. Kar je v bistvu pljuvanje v lastno skledo, če temu tako rečemo. No, za tolažbo veliko teh mešalcev, pa za mačkan vzburjena med porabniki te vode povedal, da v bistvu pri večini teh nevarnih stvari sploh nevarnih dosti. Torej bi lahko je neka politika, tudi če to je EU, Bruselj, ne poznamo, kakšne zakonodaje tam sprejemajo, ko se zadnje korporacije, ki dihajo za vrat, če zdaj dogovor, da je 0,1 mikrogram na liter še dopustna doza, 0,1 stotinka manj je pa že varna, pa 1 stotinka več je pa že nevarna. To številke prenesejo vse? Ne, to je politični kompromis. Mislim, je tudi tako zanimivo telovadno, ki jo je takrat ministrstvo za zdravje naredilo, ko sem prej omenil Hrastje, ko bil Hrastje preko mere kontaminiran, so enostavno dvignili dopustno dozo. Mi smo imeli včasih... Za pravno telovadbo ne bi strup zginil. Tako. Torej, če pravnik napiše, da ni 0,1 nevarno, da je 0,2, potem vsi ti strupi zginejo, enostavno pravno formalne si krijejo jih, ja. To je da. Tukaj bi lahko povedala, da smo imeli v bivši državi, ki je toliko blatena in toliko grda ponavadi, smo imeli veliko boljše standarde, veliko nižje kriterije za to onesnaženost. Ne bom povedal konkretno, pa spremljam stvari. Torej, takratna SFRJ je bila na mejo kontaminacije 0,1 mikrogram, šele 20 let kasneje Bruselj sprejel. Torej, Jugoslavija je takrat 0,1, ko je imel Bruselj, ko je imela Evropa 2,0, torej 20krat večjo dopustno dozo. Toliko napredku evropske integracije. Vemo, da ftalati, to so hlapi plastike, vplivajo na rodnost in tudi na razvoj spolovil. Pitno vodo v plastenkah pa še vedno prodajajo. Je ta brezbrižnost res nedolžna? Ja, mi smo že, da je to bilo lansko leto, izdali nas je bilo 9 avtorjev, pod redakcijo Boštjana M. Zupančiča, ki je naš sodnik slovenski v Strasbourgu. Not je bil še več avtor, kot je Veska Godina, jaz sem biologijo obdelal pa Pletner, neke elemente. Not so bili še sociologi, pravniki, psihiatri, psihologi. Ne smo obdelali problem hormonskih motilcev, nekam spadajo tudi ftalati. To knjigo lahko vsak bere, si v zadnji knjižnici.
ta stvar je zelo resna. Moram te povedati en incident, ki se je zgodil, ki tudi ilustrira, kako Evropa deluje. Torej, mi smo imeli Evropejci izjemno uspešno komisarko za okolje, Margot Wallström, Švedinje, in je bila od leta 1999 do 2004 imela mandat kot evropska komisarka. Ne samo, da je bila najbolj priljubljena, ona je postavila izjemno ostre kriterije. Njeno moto je bil, takole rečeno, moj cilj je, kot komisarke, da bojo evropske reke tako čiste, da bodo otroci v tih rekah plavali in vodo pili. A si predstavljate, kaj je to pomenilo za kemično industrijo? Torej, dokler je bil Romano Prodi šef Evrope, on je nekako ščitil. Ko je pa šel tale Baradinček Barroso, prvo stvar je naredil strano kot komisarko in dal na poniževalno neko peto pa to razredno delovno mesto, da se je raznebil, tudi kaznoval jo s tem, da je gospa Wallström postavila tudi paradigmo previdnostnega načela. Vemo, da ftalati, hlapi plastike vplivajo na rodnost in tudi razvoj spolovil. Pitno vodo v plastenkah pa še vedno prodajajo. Je ta brezbrižnost res nedolžna? Ja, prvič, jaz samo za ftalate, ker te kemikalije je v množični rabi, ki imajo značaj hormonskih motilcev, glavni vir je itak plastika, in torej vemo pa, da je danes večina artiklov v supermarketih embaliranih v plastiko. Torej, se spomnimo verjetno afere s stekleničkami za dojenčke, s plastenkami za dojenčke, ne stekleničkami, ki mogle biti stekle. Ker so potem pač ta tip plastike umaknili iz produkcije. Dejstvo je, da posledice so dramatične na populacijo. Gre samo za neplodnost mlajših moških, ki so spostavljeni tem kemikalijam, gre za eksplozivno porast, incidenco raka na modih, ki je zadnjih 10 let skočil za 450% nad dolgoletno povprečje. Gre tudi za neplodnost pri ženskah in siloviti porast incidence raka na dojkah. Torej vidimo, da je skozi te kemikalije so ogrožene reproduktivne sposobnosti človeka, morda je to končno cilj, da se zmanjša rodnost in plodnost ljudi. Po drugi strani pa nekaj, kar je tudi dovolj dramatično, torej vpliv predvsem na moški spol, vpliv na psiho. Porojevanje moških, ki niso maskulinizirani, ker imajo primanjkljaj testosterona, moškega spolnega hormona, to je cela reč okoli tega, torej priporočamo branje našo skupno knjigo Tretja od suhih krav, ki je naredil Boštjan Zupančič. Ali pa mogoče dokumentarni film Izginjajoči samci. Se tega več, ja. Torej, skratka gre za to, da se tudi psihično tam moški make-up mina, in kar jih najbolj vidimo na področju politike. Torej, pojav sociopatov in psihopatov med politiki in bankirji, to je posledica tega, da imajo dobro besedo premalo testosterona. In kot to ni normalno. Torej, ta psihopatologija, recimo ameriški psihiatri, ki so delali profil zaposlenih v Wall Streetu, so ugotovili, da je tretjina insiderjev psihopatov, pa ste. Te ljudje vode svet. Žalostno. Vodo, poleg in zelo veliko, zato postaja svet norišnica brez zidov. Kot pravi Zupančič, svet je tak, kjer norci vladajo, pametni pa namijo. Dobro pisuje na stavko. Vodo poleg industrije in izpustov kemičnih preparatov gospodinjstev onesnažujejo tudi s posipanjem kemikalij po našem ozračju, kar sicer uradno zanikajo. Ali to vpliva na kvaliteto pitne vode in vodnih virov ter kako? No, jaz ne vem, koliko je teh eksperimentov bilo upravljenih, težko je reči, ker vedno tržno vprašanje dokazal, jaz sem že prej pomenil, da bi morala tudi neodvisna inštitucija, ki vzorce imati prsti in vode. Po drugi strani imamo pa dosti natančno področilo že omenjenega ETC Group,
kjer so te tehnologije natančno opisane, torej kaj lahko, mi moramo vedeti, kaj lahko pričakujemo, ne? V prsti. Recimo, če gledamo zdaj nekaj raziskave, moramo vedeti, katere tehnologije so patentirane, ne? Kaj lahko pričakujemo v prsti, kjer ostanke, da se potem tudi na to smer naredi nek protokol, po katerem laboratorij dela. Ne? Torej, mi moramo vedeti, kaj iščemo, ne? Drugač, iskanje v prazno pomeni, da nam nič ne je. Pa vendar so že nam ponudili rešitev, ne? Rečemo, če zdaj govorijo ravno o prsti, posipa se tudi po analizah civilne iniciative, se posipajo aluminijevi in barijevi oksidi, to sta dve težki kovini, in Monsanto konkretno je že ponudil semena, ki so odporna na aluminij in pa na zakisanost zemlje. To še je morbidni predlog korporacij, ki se ukvarjajo z gensko spremenjenimi tehnologijami. Torej, konkretno Monsanto je ponudil, da bodo lahko plasira gensko spremenjene rastline, ko imeli zrcalce na listih, ne? Da bodo lahko kar z listi reflektirali sončno žalost, da jih se ne znam predstavljati. Kakšna difuzija bi to... Ne, druga zgodba, veste, kaj bo s fotosintezo, ne? Ja. Kajti nekaj moramo vedeti, da fotosinteza je tako natančno zregulirana. Ne? Recimo, en inženir, ki je usmerjen v maksimalne produkcije profit, ne? Veliko vse fotosinteza je pa izjemno neučinkovit sistem. Ne? Izkoristek 1,3%. Ne? Ampak je edini sistem, ki nam zagotavlja kisik? Ne samo to, bo pa pozorna. Torej, ravno ta natančna regulacija, če bi fotosinteza samo %, bolj učinkovita, se razsuje ekosistem. Kajti pospešil bi se fluks energije in snovi skozi fotosintetske procese in bi se cel ekosistem podrl. Torej vidimo, da je narava izjemno natančno regulira neke rešitve. Ne? In vzdržuje to ravnotežje. Ja, jasno, to je dinamično, to se nekno spreminja, ampak je v tih pasovih, kjer lahko te homeostatski mehanizmi regulirajo ekosistem, da te feedbacki lahko regulirajo v nekih pasovih, da je vzdržen na daljši rok, da skozi evolucijo se te stvari pregrabijo. In tle bi se močili obložiti. Ne, da bi zdaj pridejo neki vzvodni tehnologi, pa rečejo, ok, zdaj bomo mi maksimirali fotosintezo za naše potrebe. Poslušujemo cel ekosistem. Vedno gledajo situacijo samo na en profit oziroma na maksimacijo profita preko samo ene snovi, ne gledajo pa sistema v celoti oziroma delovanje tega sistema. Vsega sploh ne poznamo. Vse bi recimo, ki je naprej v igri geoinženiring. Eni od tih projektov so govorili, da bi morali zdaj v morje ogromne količine fosfatov metati pa nitratov, da bi pospešili rast planktona, ki bi vezal te viške CO2 skozi fotosintezo normalno. Ampak vidimo, da ti tepci, ki take ideje dajo, imajo res možganjem nivoju slabo razvitega planktona. Paramecija, ne? Ker take butaste ven mečejo. Torej, bi mogli v osnovi biologije ekosistema poznati, da je to izjemno natančno regulirano v naravi. Karkoli mi zanihamo, da lahko preide ta negativna povratna zveza v pozitivno in dobimo kaotično razsutje sistema. Zdaj smo na točki, ko lahko govorimo, kaj se dogaja človeško družbo. Torej, ta pogled, ekosistemski pogled na človeka pomeni, da če imamo prava z izjemno kompleksnim sistemom, kot je človeška družba, zdaj pa gledamo, kako se sistem vede. Torej, mi ko rešujemo neke probleme, potrebujemo neko energijo, da jih lahko rešimo, od zunaj. Sistem in pri reševanju sistema se zgrajuje nekova kompleksnost, se nadgrajuje. Potem moramo še več energije, da vzdržujemo to stanje. Dokler je ta dotok energije in snovi možen, bo sistem rešil probleme in bo postal vedno kompleksno. Ko pa je dotok pretiran, torej ko preseže zmožnosti ekosistema, lep primer poznava fosilnih goriv. Primer, Sistem postane nestabilen, ker ne morejo vzdržati svoje kompleksnosti in to v vsaki točki. In potem preide v točko v cono bifurkacije, kjer se razcepi. Ali preskoči v novo ravnovesje, torej nastane nekaj popolnoma novega, neka nova trajektorija sistema, ta nov fazni portret, če gledava
v besedah sistemske teorije, ali pa pride do kolapsa, do razpada sistema in do vračanja na izhodišče. Človeška civilizacija je točno v tej coni. Mi smo v coni bifurkacije, torej pomeni, da so v sistemu vsake točke nestabilne. Poglejmo, nič ne štima. In gospodarstvo ne štima, in energetski problemi civilizacije selitve naraščajo, in zdravstveni problemi, prehranski problemi. Vsi sistemi v družbi, vsi so imajo težave, ne? Nič ne funkcionira tako, kot moralo. Vidimo, da je sistem prihaja v kaos. In zato je v tej coni bifurkacije nujno, da ljudje se zavedajo, kje smo, in je lahko samo skupinsko kolektivno akcijo, ki pa mora predhodno biti neka zavedanje, kje se nahajamo, in skupinsko akcijo lahko problem postavimo v nek nov sistem, v novo trajektorijo, v nov fazi portret, ki bo zagotavljal novo stabilnost za daljši rok. Tako da primerjave z naravo so izjemno umestne. Ni zdaj fraza narava je naša najboljša učiteljica, edina učiteljica. In eno od takih sistemov, ki podelajo ravnovesje, so tudi fitofarmacevtski izdelki za kmetijstvo. Kako na vodo in s tem na okolje vplivajo? Sam rekel to, s tem, da je človek postavil to zeleno revolucijo, tako imamo narekovaju v kmetijstvu, je v bistvu naredil samo en prehod iz sončnega pogona na naftni. To je vse, kar je bilo narejeno. Naši predniki so tisočletja kmetovali na sončni pogon, da bi pa delali analogijo z veliko serijsko proizvodnjo v industrijski revoluciji, so si pa nekateri zamislili tudi njivo kot fabriko. Se njivo ne more biti tovarna. Tovarna imamo zaprt sistem, ki ga nadzirajo inženirji, ki projektirajo inpute in outpute in proizvodni proces. V njivi se pa človek z naravo sreča, ne samo z življenjem prsti, z vsem svetom, ki živimo okrog, s klimo, z vremenom, mikrobi, škodljivci. Vse to je soočenje. Zdaj, v naravi ni monokulturno. Zdaj, če človek hoče maksimirati svoje dobičke, hipotetično na dikoruzo do obzorja, potem bo trčila naravo, ker bo ona poskušala sistem uravnovesiti, ki je vržen za ravnovesje, in ga bo poskušala poseliti z drugimi biti, ne to so pa škodljivci. In potem mi rabimo, zdaj pa jasno, če imate vi eno samo kulturo, naredimo s tem orjaško gojišče, ker reproduktivni potencial tega bitja, ki je škodljivec, eksplodira, je kar nekaj, da je to, da nam ogroža podelk, če smo mi gojišče naredili. Tako. Zdaj se ga pa lotimo z kemijo, s kemično vojno. S tem, da javnost ne še raziskave so pokazali, da samo 0,1% strupa zadane ciljnega škodljivca. 99,9% ubije vsa bitja, ki so slučajno tam bliz, in zvečen konča na naših krožnikih in v kozarcih vode. Torej, mi vse dobimo nazaj. Lahko razrečno, ampak glede na dolgi rok lahko primerjamo porast uporabe pesticidov, pa porast rakavih obolenj, pa bomo dobili kar podobne obolenje. Kako pa lahko skrbimo, se prepričamo, da bomo pili čisto vodo? A sploh obstaja še ta možnost? Pri tem koktajlu potencialnih kemikalij, ki so lahko v vodi, vedno tvegane. Torej, mi moramo zahtevati od javnih organizacij, ki se ukvarjajo z vodooskrbo, poštene podatke. To je kot prvo. Kot drugo pa, če dvomimo, so ti podatki prirejeni, zahtevamo ekstra analize, posebne analize, kontrolne analize. Tako da tukaj javno nadzor nujen. Mi moramo paziti na to, kaj se dogaja v nas. Ne verjeti vse, da je vse tisto, kar se kupi, da je to besedno. Pri vseh tih prevarah. Se pravi, mora civilna iniciativa in pa NVO-ji v tem primeru sami kontrolirati vodo in s tem kontrolirati... Ne, da sami kontrolirajo, vse tudi naredno, kdo pa financira civilno družbo. Mi moramo biti primerno organizirani, da lahko izvajamo javni pritisk na tiste, ki so odgovorni. Torej moramo biti psi čuvaji, dobesedno watch dogs, kot pravijo zunaj, ne pustiti prostora za mahinacije in za prikrivanje in prevajanje.
Igre naše zdravje, pa se zdravje nima cene, ne? Čako nekateri hočejo pa denar pretvoriti. To ne gre, Ja, privatizacija zdravstva gre. Gre v njihove žepe, ne pa v zdravje, ne? Reprodukcija bolezni. Tako.